Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dober večer. Pravijo, da je lažje najti iglo v senu kot predstavnika družbene elite v čakalnici javne zdravstvene ustanove. No, člani kulta dolgih nosov, ki se zavzemajo za krajšanje čakalnih dob v zdravstvu, so danes naleteli na neobičajen prizor. Študenti in nosečnice, otroci, upokojenke, vsi čakajo na doktorje, polna je čakalnica. Če pa imaš pa sebi mar, pogledate koncesionar, danes že popoldan kar, samo da te časa ima. Jaz imam denar, ali se lahko gremo not pogledat? Kaj? Rajš Ja, ne. a to je drage? Ni daleč. Okej. Vas peljem na privat. Ni daleč. Ni daleč, ni daleč. Neč je daleč, pa dobro, tam je opremljeno. Še to vam dam, da ste vi stranka. Ja, z običajne bolnike imamo dolge nosove, za vas pa tegale. Čez 3 minute pride avto po vas. Kaj pa je narobe, če sme vprašati? Tolki, pa ponoš hodam skozi cat, kaj bi to lahko bilo? No, to pa ne vem. To pa ne vem. Se vam klala izvide. Boste doktorju pokazali. Vas je že kaj strah, da vas v službi nadomestijo z roboti? No, v Sloveniji zaenkrat še ni panike, se pa to že dogaja na Japonskem in v nekaterih računalniško bolj razvitih državah. Previdno zato ne bo odveč. Na inštitutu Jožef Štefan je bil danes dan, ki se bo zapisal v zgodovino. Ustanovili so sindikat robotov in umetne inteligence. Gre za prvi tak sindikat na svetu. Ob tej priložnosti je slovenski kolega obiskal Asimo Honda, eden najbolj znanih človeških robotov na svetu. V začetku leta je ena od večjih japonskih zavarovalnic napovedala, da bo v kratkem več 10 svojih sodelavcev zamenjala z IBM-ovim Watsonom. Našega gosta smo vprašali, če je to vzorec, po katerem bodo v prihodnosti odpuščali zaposlene. Da, če se boste morali posloviti od svojega dela, ker ga bo prevzel nek pametni računalnik, se na to kar pripravite. Izgubo službe sprejmite kot priložnost. Začnite razmišljati, kaj bodo spremembe prinesle in kje bodo se z njimi pojavile nove priložnosti, da jih izkoristite. Če ne veste kako, me pokličite. Prvi svetovni sindikat robotov in umetne inteligence je nastal pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov. Ta jim nudi vso moralno, logistično in pravno pomoč, čeprav se zavedajo, da bodo roboti v naslednjih desetletjih na ceste spravili na tisoče delavcev. Mi te robote pač pozdravljamo, čeprav živeli naprej v dialogu med nami, vlado in delodajalci. Ta čas je že na tisoče delavcev zamenjan in ne mora biti na tisoče teh sprememb tehnologij priložnost za požige in razbijanje. To je za nas pomemben boj za robote pa cilj. Mi bi radi, da ljudje ne bi ponavljali zgodovinskih napak. Spomnite se prve industrijske revolucije, Jamesa Watta in njegovega parnega stroja. Delavci so takrat razbijali stroje, ker so bili prepričani, da jim jemljejo delo. Situacija je danes precej podobna. Sindikat robotov in umetne inteligence se zavzema za poseben dodatek za delo v človeku nevarnih okoljih. Nasprotujejo izvajanju ponavljajočih se opravil, saj se na ta način žali njihova umetna inteligenca. Roboti v izobraževanju bodo revolucija, ker lahko delajo na zrak in se nikoli ne upirajo. In seveda, ko se bo to enkrat zgodilo, bo mnogo prepozno, vse tako se mi zdi. In prav verjamem, da bomo kmalu ukinili vse ljudi. Težko si predstavljam, da učitelj v prihodnosti ne bo več hodil v razred, ampak bo iz zbornice preko računalnika upravljal robota. No, vse je možno. Pred kratkim je bila v Novi Gorici akreditirana 5. slovenska univerza, druga zasebna. Nova univerza ima 3 fakultete, njen rektor pa je dr. Dimitrij Rupel. Kratek pogovor z njim smo posneli danes popoldan. Halo, kaj se, a boš dolče, kaj je to? Ampak kdo si sem? Halo, RTV, a slišal, da je zvel? Veš sem! Muhe me napadajo, Berti,
svi kaj na mostu že pol ure. Se upravičujem za to blamažo, nekdo je pač narobe nastavil posnetek. Tako, zdaj mi iz režije javljajo, da je vse pripravljeno. Pozdravljeni, gospod Rupel. Dobra, pozdravi. Torej, povejte mi, kaj je narobe z obstoječimi javnimi univerzami, da ste naredili svoje zasebno? Na univerze so se prerirali ljudje brez posebne integritete, brez posebnega znanja. Mnogi so tudi tatovi in goljufi in tako naprej. No, vem, na kaj ciljate, gospod Rupel. Predvidevam, da predavatelji na vaši univerzi ne bodo imeli dodatkov za stalno pripravljenost. Bodo imeli kakšne druge ugodnosti, da danes je na lepe oči težko dobiti eminentne profesorje. Par jurjev smo stisnili, ljudje dobijo posebne bonitete, poleg nakazanega denarja, drugi so šli z letali po nakupih in tako naprej. No, pa vendarle z državno koncesijo vam zaenkrat slabo kaže. Boste iskali zasebne sponzorje? Mi smo poziv objavili za vse. Velja, da sprejemamo pakete, nakazila bančna, so tudi možni darovi v gotovini in tako naprej. No pa za konec, gospod Rupel, se je bilo težko posloviti od politike in preklopiti v akademske vode. Kaj boste najbolj pogrešali? To, da so mi plačo ukinili, da ne hodim več na izlete, državnega spanja, vedno se mudi roki, izpiti in tako naprej. Hvala lepa, gospod rektor. Ni za kaj, adijo, lep pozdrav. Mi pa pogledajmo v državni zbor. Tam je danes zelo zavdarjalo in mnogi so se spraševali, komu smrdi. Preden pričnemo z nadaljevanjem seje, bi opozoril, da smrdi tudi sem gor. Meni smrdej ko greznica. Jaz bom zapustil to sejo, ker bom drugače bruhal. Jaz sem samo en pir spil za kosilo. Vi pa ste jedli fižol malo prej, ja? Ne jaz. In celo zelje je jedla ena poslanka. Letos pomladi so parlamentarne kuhinje opozorile, da vsak naročen poslanski obrok dodajo stročnice in te smrdijo. Jaz bom bruhal, ne vem, kaj se grejo in ne bom vohal teh stran. No, mene ne moti. Zjutraj sem gledal kolega, kaj zatrkujejo, pa so eni jedli grah. Vsi SDS. Kuhan grah? Od nas vsi dobro prebavljamo, ampak se poznamo, kdor ga zvoha, tistega spoha. Ja ne vem, zakaj nas ne pustite na zrak. Preden do kolabira. Včeraj smo imeli neko degustacijo, je vse počasno smrdelo danes to, jaz ne bom več vohal, grem ven. Ven grem, okna odpret. A lahko na prepihu nadaljujemo naprej? Ve kar luftajte, saj vam ne bo rotalo. Nobenemu ne bo uspelo. Notri pač smrdi, tak pač je. Prezračevanje dela dobro. Ne govorim samo o temperaturi, govorim o svežini zraka v tem parlamentu, mislim. In smrad, ki ga vi omenjate, ni v naši pisarni, je v vaših sobah. Ej, pridite ven, zunaj je super zrak. Zdaj pa prosim. Imam proceduralni predlog, da gremo vsi na luft, glasujmo. Dovolj je bilo, dragi kolega. No, v sosednjem studiu je vse pripravljeno za novo epizodo popularnega domoljubnega kviza. Vaš gostitelj je kolega Marcel Štefančič. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Škofa, gledate domoljubni kviz? Nimaš pojma! Na levem fotelju nekdanji predsednik parlamenta, vlade in stranke, kraljica ljudskih src in predsednik države Borut Pahor. Čau, I love you, Miško Male. Njegov nasprotnik na desnem fotelju je grdi raček slovenske politike, dolgoletni poslanec in prvak v domoljubju, dr. Branko Grims. Dober večer. Kakšen grdi raček? Ok, recimo, da vi za en dan zamenjate funkciji, kaj bi vi, dr. Grims, kot predsednik republike najprej spremenili v tej državi?
To se sliši kot vprašanje na izboru za mis. Kaj bi naredil, če bi imel to moč? No, kaj bi naredili, če bi imeli to moč? Ja, kaj? Po hitrem postopku bi razpustil parlament in razpisal nove volitve. Ok, kaj pa vi, gospod predsednik, kaj bi spremenili na tem svetu, če bi bili en dan Branko Grims? Prvo, kot bi šel v Belo krajino in na meji s Hrvaško odstranil vse ograje. To bi napravil z vso odgovornostjo. Ok, gremo k kvizu, ne. Pravila poznata. Najprej imamo 3 vprašanja, na katera odgovarjate po sistemu, kdo bo prej, ne. Tisti, ki zbere več točk, ima potem v finalu veliko psihološko prednost. Zmagovalec gre v polfinale, poraženec pa bo mogel opraviti 200 ur družbeno koristnega dela. Vse jasno? Jasno, ja. Jasno. Dame in gospodje, čas za domoljubni kviz, nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilen odgovor je vreden 5 točk. Negativnih pik ni, kazen je, kot veste, mnogo hujša, ne. Dobro poslušajte. Katero je najstarejše slovensko glasbilo? Imate 3 sekunde. Gospod Grims, izvolite. Ja, harmonika, ne? Tako grdo še v naši stranki ne delamo z neposlušanimi. Najstarejše slovensko glasbilo je koščena neandertalska piščal. Harmonika se je pojavila kakšnih 45 000 let kasneje. Ok, drugo vprašanje, pravilen odgovor prenaša 10 točk, vprašanje pa se glasi. V katerem astrološkem znamenju je rojenih največ Slovencev? Kaj, nimate pojma, a? Največ Slovencev, to je dobrih 180 000, je rojenih v znamenju kozoroga. Za kozoroga velja, da je močan, vzdržljiv, zanesljiv in odločen. Kozorog trdo dela, je praktičen in discipliniran, ne. Uspe počasi, a gotovo. Njegov pogled na svet je tradicionalen in materialističen. Spoštuje denar, prodarno varčuje in vlaga v naložbe. Skratka, drugo ime za Slovenca je kozorog, ne. Rezultati še vedno nič proti nič, smo že pri 3. vprašanju, ki odloča o tem, kdo bo imel prednost v finalu. Pravilen odgovor je vreden 15 točk, dobro poslušajte. Vprašanje se glasi: kdo je slovenski rekorder v gladovnih stavkah? Doktor Grims, povejte. Ja, če me spomin ne vara, je to Darko Zupan. Odgovor je pravilen! Za tole se je pa splačal priti na kviz, ne? Ok, a mogoče veste, koliko znaša Zupanov rekord? Ja, tam ene pol leta, se mi zdi. Gospod Zupan je ob čaju in vitaminih gladovno stavko več kot 400 dni. Doktor Branko Grims vodi s 15 proti nič, ok. Elektriko bomo zdaj izklopili, tako da se lahko malce sprostite, gospod predsednik. Kaj, a bo šlo? Veste, kako je? V kabinetu so mi svetovali, naj bom potrpežljiv do konca. Še vedno lahko zmagam. To je res, finale prenaša 20 točk, pa niti ni nujno, da odgovorite popolnoma točno. Pred nami je zadnje odločilno vprašanje. Na vprašanje vam bo zastavil niče drug kot Zmago Jelinčič. Dober večer, dragi domoljubi. Evo, mene zanima, koliko bogat je povprečen Slovenc. Ne zanima me notranje bogatstvo, ampak dolari. Skratka, vprašanje se glasi, koliko znaša premoženje enega odraslega Slovenca? Čas je potekel, gospod Grims, odgovarjate prvi. Ja, ravno zadnjič sem bral poročilo ene švicarske banke o svetovnem bogatstvu in tam so premoženje povprečnega Slovenca ocenili na okoli $57 000. Ok, doktor Grims pravi, da ima povprečen odrasel Slovenc pod palcem $57 000. Gospod predsednik, vaša naloga je, da poveste, ali je tega premoženja več ali manj. Če odgovorite prav, dobite 200 točk in ste zmagali. Krucefix. Veste kaj, jaz eno mislim, da ima povprečen državljan Slovenije vendarle kakšen dolar manj, kot pravi kolega Grims. Se pravi manj? Ja, manj. Ok, vaš odgovor je napačen. Yes! Zmagovalec dvoboja je Branko Grims! To Slovenci
Mi smo naše največje bogatstvo. Uradna statistika pravi, da ima vsak odrasel Slovenec v povprečju za 57.376 dolarjev premoženja, kar je približno 10-krat manj kot povprečen Švicar in 20-krat manj kot Zmago Jelinčič. Ne? Gospod predsednik, kaj je? Ni šlo, ne? Kaj je bilo narobe? To je bila čista nula, ne? Lahko rečem napačna taktika. No, moral bi biti bolj aktiven, no. Zdaj je, kar je. Čestitam kolegu Grimsu. Čestitam. Mi dva se vidimo po finalu, ne? Ste zadovoljni? Ja, seveda, ne zgodi se vsak dan, da uničiš predsednika države. Ok, spoštovani gledalci, to je bil naš 5. domoljubni kviz. Muziko vrtela DJ Lorela, mi pa se vidimo s Tintinom v pisnem času na istem kanalu. Živo! Tako, spet smo nazaj v bučkah, na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Letošnja Planica je spet upravičila sloves največjega športnega praznika v Sloveniji. Čeprav je bilo obiskovalcev malce manj kot lani, so bili tam vsi, ki kaj pomenijo v tej državi. Napeto ni bilo samo na letalnici, ampak tudi med publiko. Predsednik države Borut Pahor in šef vlade Miro Cerar sta se zapletla v bizarn interni dvoboj, ki ga je spremljal naš reporter Andrej Stare. Zdaj pa čakamo še obračun v selfijih med Pahorjem in Cerarjem. Kdo bo zbral več ljudi na eni fotografiji? Tamle na zaletno mesto že prihaja Cerar, ki je vidno zaskrbljen. Kljub samozavesti svoje ekipe bomo videli, kakšna je dnevna forma. Tamle pa že vidim našega predsednika Pahorja, ki se komaj privija skozi skupino oboževalcev. Ne vem, kaj to pomeni za prihajajoči dvoboj, a trenutno izgleda Pahor definitivno favorit za zmago. Počasi pa se začenja zares. Oba predsednika sta na terenu, ljudje se zbirajo, veter je ugoden. Pahor je že nabral 1, 2, kar 4 ljudje na sliki. Zgleda v redu. Slika je prej znana. Zdaj pa Miro Cerar, kako mu bo šlo? In ja, ne vem, če bo tole dovolj. Samo en oboževalec, pa še ta v letih. Tudi sodiške ocene so slabe, zastava je manjša. In tako je! Borut Pahor je zmagovalec Planice! Premagal je Cerarja z veliko razliko. In poglejte ga, kako že proslavlja med svojimi oboževalci. Čestitke Borutu in njegovim. No, kaj se sedaj dogaja pred mojo kabino? Še jaz imam solzne oči pred tako fotografijo. S temi čudovitimi posnetki in sporočilom na plakatu se iz doline pod Poncami tudi poslavljam in prepuščam besedo našemu študiju. Vidiš, tako ko niso v spredju naši skakalci, v prvi plan stopijo politiki. Dobro, kaj pa praviš na nocojšnjo ekshibicijsko košarkarsko tekmo med Erdoganom in Putinom? To pa zna biti en velik šov. Nedvomno gre za dve košarkarski velesili, ki jo vodita izkušena in brezkompromisna liderja. No, pa poglejmo, kaj sta oba kapetana povedala pred tekmo. Ja, koliko si pa ti velik? Več ga 2 metra. V dvorani bo temperatura okrog 0. Ravno prav za hitro igro pod enim košem pa malo drsi. Ledeno je. Da. Zanimivo, mnogi nas poskušajo speljati na led, predvsem v Evropi, a star turški pregovor pravi, da tisti, ki je delal led, bo sam nadrsal. Ni bljema, zrihtavam bom drsalke. Mi jih ne rabimo, ker smo vajeni igrati na spolskih igriščih. Ni bolj spolskega parketa, kot je Amerika. Še malo v naši ekipi. Jaz sem playmaker, to pomeni, da sem glavni organizator. Lavrov je visoki center, skratka, imamo trojko, ki skupaj igra že vrsto let in je praktično nepremagljiva na celem svetu in v vesolju. Da, tak. Kar za mene tiče je normalno, jaz in moja ekipa smo pripravljeni na sve. Igrati ćemo na 5 na 5, ker trojka zveni preveč rusko. Jaz kot glavni turški strelec zladanjen tudi na 5000 km. Če slučajno falim, nastrada Evropa. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Vidimo se v soboto zvečer. Lahko noč in miren spanec.